V toplih jesenskih dneh marsikdo v večstanovanjskih stavbah ne odpira radiatorjev. Na južni strani so stanovanja toplejša. Morda živite v sredinskem stanovanju in vas grejejo sosedi, lahko pa enostavno varčujete z ogrevanjem. A zdaj se vam to ne bo več izplačalo. Nov pravilnik namreč pravi, gre za vse stavbe, ki imajo v stanovanjih delilnike na radiatorjih. Če več kot polovica teh delilnikov v stavbi kaže, da se nič ali malo ogrevate, potem se sklepa, da ogrevate manj kot 40% povprečja na stanovanje. Zato se upošteva, da podatki z delilnikov niso na razpolago. V takem primeru se obračun delitve stroškov izvede v celoti po površini stanovanj in ne po delilnikih. Pristojno ministrstvo je ocenilo na podlagi izkušenj iz teh parih let nazaj, da je s starim pravilnikom prihajalo do preveč anomalij in posledično tudi do prevelikih razlik med posameznimi stanovanji. Zato so se odločili za spremembo. Stroški se bodo delili podobno kot do zdaj ali pa enako kot do zdaj, s tem, da bo predvsem prehodna obdobja, v prehodnih obdobjih bo več pravičnosti. Namreč v prehodnih obdobjih se je dogajalo to, da so se grela predvsem mejna stanovanja, ki so bila izpostavljena večjim ohladitvam, medtem ko sredinska stanovanja so imela zaprte radiatorje, s tem porabo na delilnikih nič. In seveda greli so se pa tudi posledično skozi stene od svojih sosedov. Leta 2011 nas je namestitev delilnikov precej stala. Delilniki so stali med 30 in 40 evrov na radiator, poleg tega plačujemo tudi odčitavo delilnika. In s to kurilno sezono se po pravilniku delilniki v nekaterih primerih sploh ne bodo upoštevali. Oškodovani bodo tudi tisti, ki se grejejo, a so našli cenejši način ogrevanja, na primer klime. A zakaj takšen ukrep? Dejstvo je, da so Slovenci po obvezni vgradnji delilnikov toplote leta 2011 spremenili svoje navade. Poraba toplote v starejših objektih je nižja tudi za 30% glede na referenčno leto 1999. A se grejete v teh toplih dneh? Seveda se. Se niso topla jutra, pa noči niso tople. Ja, obučem se, vidiš, to. Pa sedim, pa gledam televizijo, pa kar v redu. Treba je šparati, ne? Pri penzionih pa sploh. V tej kurilni sezoni zaznamo tudi največji enkratni padec porabe energije, in sicer 9,7%. Pravilnik pa ustreza tistim, ki so zdaj plačevali ogromne vsote denarja za ogrevanje. Kjer je poraba za 5-krat večja od povprečja celotne stavbe, se bo odslej plačevalo po kvadraturi in ne po delilniku. Na Ministrstvu za infrastrukturo odgovarjajo, da pravilnik temelji na pravičnosti, etažni lastniki pa o tem niso prepričani. Centralno ogrevanje v bloku je namenjeno temu, da vsi kurijo na ustrezno temperaturo. In ko bo zima, mogoče zdaj ne v tem prehodnem obdobju, ko bo zima, bojo vsi kurili in bojo kurili na ustrezno temperaturo, nižjo kot pred nekaj leti, ko je šlo po kvadraturi. Stroški se bojo v pretežni meri delili po delilnikih in poraba bo predvidoma taka, kot je bila lansko leto. Moje mnenje je, da je napisan tako, da tisti, ki špara, plača zelo več kot tisti, ki ne špara. Če poenostavimo, to pomeni, da ne boste več mogli varčevati tako, da zaprete radiatorje in se ogrnete v dodatno jopico ali na primer prižgete klimo. Če na vašem delilniku na radiatorju ne bo razlike v porabi, bo mišljeno, da ste imeli radiatorje zaprte. Torej ste se greli na račun sosedov okoli vas. Zato boste morali nekaj plačati v vsakem primeru.